Najbolj je to, ali pa recimo včasih je bil zelo problem, ker so neveste zelo, to se zdaj malo merja, ampak zelo veliko stvari se je pričakovalo, da naredijo same. In potem je, ne vem, do 2 zjutraj delala kanape, ob 5 zjutraj je bil pa mejkap. In včasih je že ob 10 rekla: jaz upam, da bo to čim prej konec." Pa si tako misliš, koliko neprijeten stavek za na dan poroke. Koliko bi bilo drugače, če bi pustila tiste kanapeje ali pa če bi jih naredil nekdo drug, pa bi bila ti zdajle spočita pa naspana in bi res cel dan uživala. Ker to se mi zdi, da recimo, in to jaz nevestam vedno poudarjam, na dan poroke vsi gledajo tebe pa ženina. In če boš ti iskreno sproščena, nasmejana, je to val energije, ki gre naprej, ki bo dvignil še ostale. Ker tudi mogoče bo kdo zamujal, pa se katera ne bo všeč, pa bo kaj, ne. Bo vse preživeli. Vsak pride nekako z neko svojo, ampak potem pa vsi gledajo tebe. In če je te fajn, ne, bo pol tudi posledično vse druge dvigne. Saj ne, da zdaj pač daješ odgovornost, ampak vedno se trudimo nekako, pa zelo ta ameriški stil, vse mora biti perfekt, vse mora biti popolno, ne, vse mora biti tako 1890 detajlov je. Mogoče pa kateri ne bo popoln, ampak zaradi tega, ker se boš ti obremenjevala, zaradi tega, ker ni bo čisto tako, kakor si zamislila, bo šel v bistvu cel dan mimo, ker dan pa ful hitro gre, ne. Tako da uživaj v jutranjih pripravah.